Danes v Pomurskem dnevniku. Soboški Furs odprl vrata. Gradijo se novi bloki. Kako se prebuditi iz zimskega spanja? Dora gosti v Poredoša. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Uradi Finančne uprave Republike Slovenije po državi so danes med 10. in 12. uro odprli vrata za obiskovalce. Na voljo so jim bili uslužbenci z informacijami z področja davkov in carin, ogledali so si lahko delo mobilnih oddelkov Fursa ter prisluhnili predavanjem z področja davčnega opismenjevanja. Gre za prvi dan odprtih vrat, zanj pa so se na Fursu odločili, ker se želijo približati zavezancem in ukrepiti informiranje na področjih, ki so trenutno aktualna za najširši krog javnosti. Vrata je tako dopoldne odprlo vseh 15 finančnih uradov po Sloveniji, tudi soboški. Namen našega dne je, da približamo naše storitve davčnim zavezancem, širši javnosti, da spoznajo, kaj mi počnemo, kako lahko določene stvari lažje opravijo, in po uradih so se pač programi individualno pripravili. Mi imamo nekako danes pripravljeni 2 lokaciji, tukaj na Slomškovi 2 in v BTC-ju. Tam je bolj z področja carinskega dela in z področja mobilnih enot, tam se predstavijo. Pri nas smo pa pripravili nekako, kako se zavezanci enostavno prijavijo v e-davke, kakšno je poslovanje preko e-davkov, kako lažje oddajajo dokumente, pregledujejo svoje obveznosti in nekako na ta način poskušamo zavezance pač nam približati naše storitve. Obiskovalci so pri uslužbencih Fursa dobili informacije z področja dohodnine, obdavčitve dejavnosti ter drugih davkov, kot tudi z področja carinskih dajatev. V bistvu na tak način, kot danes delujemo tudi vse uradne dni v tednu, zavezanci lahko pridejo do naših, se pravi, uslužbencev na okenca, vkolikor potrebuje kakšne dodatne informacije ali kakšne konkretne postopke, lahko pridejo tudi do uslužbencev na oddelkih, tako da v bistvu na podoben način v bistvu zagotavljamo mi ves čas te naše storitve in na voljo smo tudi za informiranje in po telefonu in preko pisnih vprašanj, po elektronski pošti predvsem, tako da stalno zagotavljamo nekako informacije in poskušamo zavezancem pomagati pri izpolnjevanju njihovih obveznosti. Poleg Generalnega finančnega urada in posebnega finančnega urada v Ljubljani ima Furs finančne urade v Brežicah, Celju, Dravogradu, Hrastniku, Kočevju, Kopru, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju in Velenju. Programi dejavnosti se med uradi razlikujejo, ogledati pa si jih je mogoče na spletnih straneh Fursa. V Murski Soboti je v zadnjem času zraslo kar nekaj stanovanjskih objektov, eden takšnih pa na Lendavski ulici nastaja ravnokar. Gradnja naj bi bila končana do konca letošnjega leta, blok pa naj ne bi bil edini. Vkolikor ste se v zadnjem času potikali po mestu, ste na Lendavski ulici v Murski Soboti lahko opazili gradbišče in novo nastajajoči stanovanjski objekt. V preteklosti je bilo sicer načrtovano, da na tem mestu zraste kar 11 stanovanjskih objektov. Za zdaj bodo zgradili enega, nadaljna gradnja pa bo, med drugim, odvisna tudi od prodaje. Zdaj je v izgradnji prvi blok, gradnja blokov pa bo seveda potekala postopoma. Veliko je odvisno tudi od prodaje, nam je povedal investitor Jože Gomboc, ki o vrednosti investicije za zdaj ni želel govoriti. V prvem stanovanjskem objektu, ki je trenutno v nastajanju, je poleg kleti in pritličja predvidenih 6 nadstropij. Na voljo bo 44 stanovanj različnih velikosti. Velikosti stanovanj so od 50 do 115 kvadratnih metrov. Šlo bo torej za 2-, 3- in 4-sobna stanovanja, pravi Gomboc. Stanovanji v velikosti 115 kvadratnih metrov bosta 2, ostale velikosti pa bodo poleg 50 kvadratnih metrov še 70 in 85 kvadratnih metrov na stanovanjsko enoto. Točna cena posameznega stanovanja za zdaj še ni znana, je pa Gomboc dejal, da je konec gradnje, ki je bila zaupana podjetju Dengrad, predvidena ob koncu letošnjega leta. Kot nam je še povedal Gomboc, je zanimanja za stanovanja kar nekaj, več pa bo seveda znanega ob koncu gradnje. Vkolikor bi vse potekalo kot je predvideno, bomo v Murski Soboti začetkom leta 2019 dobili nov stanovanjski objekt.
V duhu pomladnega razcveta narave bomo v oddaji Vita predstavili nekaj načinov, kako se lahko tudi vi prebudite iz zimskega spanja in naredite nekaj zase, predvsem za svoje zdravje. Zelo zanimiv in slikovit pogovor o vzgoji otrok in izzivih sodobne družine pa je nastal v Dobrovniku, kjer smo se srečali s specialnim pedagogom Markom Juhantom. Nova oddaja Vita, življenje je lepo, na TV Ideja danes ob 18:30, 20:15 in 22:15. Prva definitivno prevelika zaščitenost. Otrok preveč ščitijo starše. Danes niso to več helikopterski starši. Jim že kar rečemo dron starši. Veste, to se pravi lebdi nad staršem, nad otrokom neprestano, da ne bo kaj narobe. In otrok ničesar ne more sam urediti. Torej, delajo na mesto otrok, jim še vedno čevlje zavezujejo in podobne stvari, ko so že v 1. razredu. To je ena stvar. Druga stvar, da mislijo na mesto otrok. Kaj ima otrok za početi? Tudi ko je otrok v šoli, vedno, a imaš domačo nalogo? Kaj imaš za domačo nalogo? Je otrok ve, kaj ima za domačo nalogo, če sodeluje v šoli. Vendar ne bo v šoli sodeloval, če mama vedno znova vse ugotavlja in kliče sosede, kaj je za nalogo. Zakaj bi se on to zapisal, če pa mama ugotovi? In starši seveda mnogi pričakujejo, da šola mora biti kot Gardaland. Ni namen šole, da je otrokom lepo. Ni, tam je treba delati, učiti se je treba. Pri miru biti nekaj časa. So trenutki, so ure, ko je zelo prijetno, ko je zelo živahno, ampak to je samo znak, da je šola v redu. Nasproti Marjana Dore je tokrat sedel Prekmurec, ki živi v Zagorju, znan slovenski glasbenik, pevec skupine Orlek. Poglejmo si kratek izsek iz oddaje, ki bo na sporedu v nedeljo ob 18. Kar dobro so me sprejeli zaradi tega, ker mi Prekmurci se znamo zelo dobro asimilirati, kjerkoli smo. Namreč to je že zgodovinsko pogojeno. Ta naša ravnica tlele šlo čez horde in horde konjenikov in vse živo se pač moglo se nekako tako to zgleda, da ti, če stojiš na cesti v Prekmurju, pa nekdo pride zraven. Ja. Jekzi, s katerim te bo ogovoril, boš ti mu odvračal. Točno to. Če on govori ljubljansko, ti ljubljansko, tako, on nemško, ti nemško. Tako. V Zagorju ni tako? Ne, jaz skozi pravim, ko so Zagorjani oziroma Zasavci so na kratko nasajeni. Namreč bolj čustveno, hitreje reagirajo, takoj se lahko skregajo in tako naprej, dočim Prekmurci smo vseeno, da je treba kar nekaj cajtega pumpati. Kot vsak petek pa smo tudi danes za vas poiskali pester nabor prostih delovnih mest. Preverite, mogoče pa katero čaka ravno na vas. Ste motivirani, polni energije in svežih idej. Prav to od vas pričakujejo pri Telemachu in vam v Ljutomeru ponujajo delovno mesto referenta za sklepanje naročniških razmerij. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano medtem v Murski Soboti zaposli laboratorijskega tehnika, ki bo skrbel za izvajanje mikrobioloških preiskav ter obdelavo kužnih in drugih vzorcev. V veliko pomoč ste lahko kot spremljevalec gibalno oviranemu učencu osnovne šole Sveti Jurij ob Ščavnici. Poskrbite lahko še za vodenje učinkovite administracije oddelka in zagotavljanja komunikacije s strankami in poslovnimi partnerji. Inovativci pa boste v podjetju Inovativ našli priložnost za delo z upravljanjem profilov na družbenih medijih za slovenske in tuje naročnike. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o pomurskih kandidatih na listi Marjana Šarca. Kdo so, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli jasen in vetroven dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 16, v Radencih in Murski Soboti 18 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 11 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 21. V nedeljo bo sprva še deloma sončno, le v osrednjih krajih bo bolj oblačno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Čez dan bo oblačnost od juga povsod naraščala, popoldne se bodo pričele pojavljati krajevne padavine. Toplo bo. V ponedeljek bo večinoma oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 9 in 12 stopinjami, dnevne pa se bodo povzpele do okrog 23 stopinj. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin poiščite na naši spletni strani. Nasvidenje do jutri.